Predsednik ZDA Donald Trump pravi, da sta ZDA in Iran tik pred podpisom memoranduma o soglasju. Podpis je predviden nekje v nedeljo. Iranci to dejansko zanikajo in pravijo, da se danes to ne bo zgodilo. Tukaj je zagotovo veliko nastopaštva in taktičnega igranja na vseh straneh. Toda Izrael se zaveda, da si je Trump tukaj že ustvaril mnenje in bo uradno nadaljeval s podpisom. Mislim, da je veliko ljudi v Izraelu menilo, da potem, ko je Iran poslal 24 balističnih raket v Izrael in je Izrael odgovoril, Trump izgublja potrpljenje in da se bomo znova znašli v vojaškem spopadu, neposrednem vojaškem spopadu med Združenimi državami in Iranom. Kar vidimo zdaj je, da je prav ta izbruh verjetno ustvaril pogoje, ki so prisilili Irance, da so spoznali, da so postopek razvlekli, kolikor je bilo mogoče. Če pa pogledate, kako so Iranci razvlekli ta proces, da so prišli do prve faze pogajanj, dokler v drugi fazi nimate podpisanega dogovora, dejansko nimate dogovora. Imate samo odprtje Hormuške ožine z ameriško zavezo, da se ne bodo vrnili k bojevanju proti Iranu. Vprašanje, ki se postavlja je, ali sta predsednik Trump in premier Netanjahu enotna glede Irana. Tako predsednik Trump kot premier Netanjahu vztrajata, da Iran ne sme pridobiti, proizvesti ali si priskrbeti jedrskega orožja. Za Izrael in Netanjahuja niso zadovoljni s sporazumom. Dokler ta režim še vedno obstaja, dokler je obogateni uran še tam, ne verjamejo, da Iranci, kot pravi Trump, ne želijo več jedrskega orožja.